môžem reči, aj kopanica u mojej sobi. Rada je zdaj tu, da se je pod vodu, sem bolna, ali zdrava, je to samo poplava. Se mi je zmešalo, naj plavam na obalo, kaj pa je zdaj to, da se je pod vodu, kaj pa je zdaj to, da se je pod vodu. Nočem spati v bazenu. Mama, Božko! Halo, mama, Božko! Nič, če v kratkem mimo ne pripluje kakšen čovn, bom zamudila šolo. Upam samo, da za zajtrk nimamo alg in morskih klobas. Dobro jutro. A ste vi vodovoda? Halo? Halo? Ne vem, kaj je danes, da nihče noče govoriti z mano. Ti! Kričalo, ubijalo, šrajalo, uničilo boš moj urok. Oprostite, a ste vi gasilka? Nobena gasilka. Mokro koleno. Jaz sem poglavar iz rodu močnirnikov. Mokro koleno iz daljne države, živim sredi vode in trave. Za soncem in luno največji čarovnik, odriva svoboden močnirnik. Odriva svoboden močnirnik. Kdaj pa so se Janci dogovorili v ledinca? Prišel sem na kongres. Svetovni kongres priklicevalcev Belžija. Ne se hecat in zakaj bo kongres prav tu, v ledinca? Rečeno je bilo, da bo kongres o Baškem jezeru. Saj, to je Baško jezero? Ne, to so ledince. Ledince. Led, voda, jezero. Torej sem prišel prav. Ne, to je samo Led je voda. Voda je v jezerih. Torej prav. Kako bi rekla? Pustiva podobnosti, bi raje kaj pojedli? Zelo rad bi kaj zmlel med zobmi. Rado pa leti. Hvala? Žejni pa niste? Nikakor. Tako ali tako bom moral sliti vse tole. A sam. Ni problema. Mi močvirniki veliko pijemo. Zelo veliko. No, tudi prav. Veste, jaz moram v šolo. Vi pa lepo pijte vso vodo in čakajte kozi na mojo mamo. Zelo vas bo vesela, če nikoli ni videla Iljanca. Čeprav nama z bratom stalno govorila tudi v Iljanci. A vi tulite? Ne. Mi, močvirniki, grgramo. No, tudi prav, adijo. Adijo. Pridi. Ne. Pridi. Ne. Pridi. Ne. Pridi. Ne. Pridi. Ne. Pridi. Ne. Pridi. Pusti me. Pridi. Ne. Ne. Dobro jutro, sva se tvuleš. A se igrate? Vrago za hudobneža. Kar tiho. Zdaj se vidiš, kakšno je pasje življenje. Kot preživeti je težko, še težje pa je človek biti. Hudo je tako, tako je hudo, hudo je hudo, tako je tako. Lastnik obrca te grobu, a brez časa te mori biti. Hudo je tako.
proste življenje. Jaz pa šla peškega, ampak oprostite, gospodična, nimamo veliko časa. Veste, peljati ga moram na cepljenje, proti steklini. Cepljenje? To pa ne, takoj zamenjeva. Po cepljenju. Takoj, Po cepljenju. takoj zamenjeva. Po cepljenju. Jaz nekaj po cepljenju. Boš, Ne, po cepljenju. ne, Po cepljenju. zamenjeva. Po cepljenju. Ne. Idi. Dobar dan, dobrodošla v moji cvetličani. Želiš kozik? Imate lilije, Nak, nimamo. imate vrtnice, Tudi ne. kaj pa nadene. Ni govora. Tu naj bi bila vena cvetličana, kako da nimate nobenih rok. Ker tukaj prodajamo ganke. No, boš kupila kakšno ganko? Imamo zelo zabavne, zapletene in kvalitetne uganke. No, Lahko najprej eno slišim. pa naj bo. Na steni visi Ani slika. Gledaš van, pa ni ogledalo. Na začetku je cel, na koncu ga nič ni. Kaj je to? Na začetku cel, na koncu ga nič ni. Ja. In visi na steni. Ja. To je, ne vem. Koledao. Bravo! Gledal, seveda, ja. Kaj pa tale? Z mano hiti, z mano stoji in ven nam teče, kaže, nič ne reče. To je? Ura. Bravo! Ja, ura, ja. Ja? No, boš kupila kakšno uganko? Drugič. Čakajte, in zakaj pravite, da je to cvetličana, če prodajete uganke? To vidiš, je pa naša najboljša uganka, najboljša uganka, najboljša uganka, najboljša uganka! Oprostite, zakaj pa ne hodite naravnost? Ker naravnost vozi avtomobili, sekajo strele, padajo pike, se zahecati. Najbolj nevarno je tisto življenje, ki teče naravnost. Najbolj nevarno je tisto življenje, ki teče cikcak. Najbolj popolno je tisto življenje, ki rado vijuga, kot veter in struga, kot veter in struga. In če hodite sem in tja čez cesto, ste bolj varni. Ja, seveda. Če avto vozi naravnost in jaz vijuga, imam manj možnosti, da me bo zadel. In če bi hodili naravnost na pločniku, A si zmešana? Tam pridrvi kakšno kolo, rolerji, mlade mame z vozički nosi tup. Zapeljijo naravnost. no, na to pa nisem pomislila. Pa se splača misliti, gospodična, še zajec teče pred lovcem. Cikcak, 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 cikcak. Bi vi pred kroglo tekli naravnost? Ne vem pa, da moram zdaj naravnost v šolo. Lep dan in dobro bivati. Hvala, adios, se ni zahecati.
učiti moram bolje. Zaradi kontrole, saj niso vsi zabiti, z nekaterimi se da pomeniti. No, Jani, vstani. Kaj ti je ljubše? Mesnica ali pšenica? Pšenica, učiteljica. Učiteljica se reče, pazi, da te ne bo bolelo pleče. Mučim se mučno. Ne reči se tako, reči se močno, zdaj pa sedi in ne mlaskaj prijedi. Jaz že ne bi bila za to. Zakaj te vprašam zdaj? Za učit se to je zase ubit. Tudi jaz tega ne delam brez odpora, a kad človek mora. Učenci so pač velika pokora. Super fora. Zdaj bomo odrivali zadnjo snov. Ti pa lepo idi domov. Zakaj pa samo ona? Tudi jaz znam narisati slona. Tiho, ja te ne slišim več. Prav, ne reči nobene več. Nikoli se koli! In povem vam, nisem rad v šoli. Hvala, učiteljica, hvala in da bi jutro vse dan. Nisem prišel iz šole. Dižite, postavim se pred vrata in to takole. Igraš se z nevidno žogo, kakšen trapast vrat. Kakšne traparije? Nevidna žoga, kaj takega sploh ni. Zakaj pa potem igraš brez žoge? Ker so mi ukradli. Zakaj pa? Ker se ne znajo žogati brez žoge. A ti se pa znaš. Če pa nimam žoge, res ne razumeš? Razumem. Se res boš kmalu doma, čakate presenečenje. Indijanec mokro koleno. Ti, sestrica, si prepričana, si čisto zdrava tukaj zgoraj. Le bodi domov pa boš videl. Pusti me pri miru. Le bodi domov pa boš videl. Le bodi domov. Oprostite. Postaja avtobusna. Kje je? Povejte mi, oprostite. Kaj? Avtobusna šlapirala. Radi bi naš avtobus. Vi pa niste od tukaj, a ga govorite štajersko. Podjunsko. Dojca. Slovensko govorim jaz, ampak mislim nazaj. Govorim nazaj. Nazaj. Spoznam ne mesta, konec sem sedaj pa res. Jaz mislim, da bi vi, ki govorite nazaj, morali govoriti zelo na kratko. Strinjam se. Težave povzroča govorjenje. Moje vam da je mi žal. Že v redu, da postaje pridete takole. Čakajte, kaj je za me naprej, je za vas nazaj. Ni res? Res ni? Ni res, da ni res. Res je. Kar je za me na levo, je za vas na desno. Pribita kot drži. Dobro, pojdite po ulici nazaj. Prej po tisti stopnici navzdol. In še prej zavite okoli hiše na desno. Pomoč prijazno za. Hvala lepa. Adijo. Adijo. Adijo.
gerade ciao mimo vaša hiša, pa je začel renčati in skakati, kot da bi se mu zmešalo. Zato sem pokukal skozi okno in zagledal tega Turka. Pobijal je po bubnu, tum, 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 tum. Zraven se je zvijal kot kakšna Na očarka. hvala, na očaka. Zato sem poklical Policijo, kaj ne? Ja, seveda. Tega ne bi smeli, kamor pride policija, je zmeraj cirkus. Kraj na bližje, če kdo niti spanje, dira v stanovanje, če vas kdo ubira, se preveč dira, če škriple vam umara in vas že navara. Pravi policaj, kraj na bližje, če se kaj zgodi in če se še ni, a se mogoče bo, policaj to vemo. Ti si pa Novakova, kaj ne? Ja. Takole se bomo zmenili. A poznaš tega hočem reči. Tujca. Poznam. Mora biti pa oddaleč, kaj ne? Od zelo daleč od Amerike. Amerika. Potem bo pa v redu. Kaj pa tega? A tega poznaš? Poznam, v sosednji hiši stanuje. Bomo takoj uredili. Ti greš z nami, pa tvoj gospodar gre z nami. Zakaj jaz? Jaz sem vas poklical. Kdo nas pokliče, nas potem tudi ima. Ne bomo vzeli ameriškega indijanca, vzeli bomo slovenskega psa. Bravo, bravo, bravo. Naša policija že ne bi ravnala tako kot vi. Pri nas je vsak pes bolj zaščiten kot mi indijanci. A brez nas ne bi imeli ne rek, ne gozdov, ne bizonov. Imeli bi samo televizijo. Kakšen matiček? A zdaj bomo pa preklinjali. Se vam ne zdi, da so take manire že malo pase? Pa si? Misliš reči pse ali mogoče pase? Ne, mislila sem pase. To pomeni za zmeraj mimo, konec, vorbei, aus. Tamara, pri priči mi povej, kdo je ta, ki hodi po vaši hiši? A ne kongresnik. Kongresnik? Zakaj pa tega takoj ne poveš? Ker ste me prepozno vprašali, zdaj pa prosim počet naših... Ej, točno! Točno! Vi tu si date te oglednim meščanom. Točno! Pravi lopovi se pa sprehajajo na okrog. Točno! Ti pa tiho, ti tvoj peras pes! Jaz nisem noben pes, jaz... Tiši, ja sem rekel! Alo! Mi smo z linc, požarna oprava. Povsod prvi na položaju. Bi kaj začeli? Začeli bi? Kaj bi začeli? Izmašili že kaplja in culja. To pomeni, da niti slučajno ne potrebujemo gasilcev. Tudi poplave so v naši pristojnosti. Alo, fantje, začnimo! Izginite, pa klicala bom policijo. Smo že tu, smo. A mi pa nismo tu. Mi smo bili prvi, saj se razumemo, a ne? No, saj ni treba tako divje. Nič no. Če nekdo, ki je tu doma, hoče, da izginete, potem izginete. Jasno? Ampak če nekomu culja in kaplja, Šteje do 10. Če bo potem še kdo na ulici, ga peljem direktno v zapor. naj bo. Tole vam pa še povem, ko bi z vašimi že kapljano in culjano, boste zastonj vrteli našo številko. Alo, fantje, gremo! 6, 7, 8, 9, 10. Vi Slovenci pozabil narod. Kaj? V
morate zapisati. Torej si ničesar ne zapomnite. Mi Indijanci imamo vse zapičeno v glavah. Enkrat in za zmeraj. Mi ne pozabljamo ne na jezik zvezd, ne na jezik vetra, ne na jezik trav. Nebo, zemlja, voda, zrak. To je naš jezik. Lepo si govoril, upam, da ne bom pozabila, ker si Slovenka. Poglej. Povsod se nabira prah. Posebej tam, kjer ni dovolj mokro. Lahko pa bi ti te knjige spremenil v kaj lepšega. A ja, v kaj pa? V metulje. Meni so zelo pri srcu metulji. Super, meni tudi. Kako pa to storiš? S močjo svoje želje. Sploh pa so knjige in metulji nekaj zelo podobnega. Super, fantastično, res je super. Uhu! Ja, super, uhu! Joj, saj nimajo kam sesti. Bi lahko tale bazen spremenil v cvetoči travnik? Ne bo problematično. Sploh ne. Wow, super! Juhu! Kako je lep. Total kot Štefan Dan. Halo, tukaj Bučka. Halo, mama. Ja, vse je v redu. Sedim sredi cvetočega travnika in po policah je vse polno metuljev. Ne, nič ne fantaziram, res. Zraven se mi mokro koleno. Ja, koleno, moj prijatelj iz rodu močvirnikov. Mama, se prideš na nastop v gledališču zvečer? Ne moreš? Ja, se vidiva zvečer. Si slišal? Plesni nastop imam in nihče me ne bo prišel gledat. Pri vas, mame in očetje, gotovo gledajo otroke, ki nastopajo. Pri nas mame, očetje in otroci nastopajo skupaj. So nerazložljivo. Zato bom jaz odšel s tabo. Super, grem samo pod lesni copate, bom takoj nazaj. Saj se ne mudi. Hitrica je nevarna. Videl sem že veliko osebkov, ki so se jim od hitrosti skisali možganci. Pač pa še nisem videl nobenega norega drevesa. Si ti kdaj videla poveselo drevo? Nisem. Sem si mislil. No, ti kar počasi. Jaz pa bom med tem pripravil kaj za podzob. Ne vem, če boš našel kaj v hladilniku. Mi hrane ne iščemo v hladilniku. Vidiš? A si prepričan, da niso strupene? Misliš, da bi bil poglavar, če ne bi ločil užitnih in strupenih gob? Oprosti, ja takih gob še nisem videla. Kako jim je ime? Mali, travniški, smejavčki. Zakaj pa smejavčki? Ker so ljudjem, ki jih jedo, videti vse stvari nekam smešne. Potem pa kar na štedilnik z njimi. Mi hrane ne kuhamo na štedilniku. Mi smo mojstri za ognje. Halo, Božko! Se je zmotil? Prišel na pravi naslov. Ne, to je samo moj brat Božko. Pridi. Da ti predstavim prijatelja. Prijatelja? Ja? Mimo je mokro koleno in je poglavar in sploh velik čarovnik. Kaj pa dela pri nas? Potem je na kongres pa je zašel. Na, pa sta se spoprijateljila. Imava namreč sorodno odnos do življenja. Ne se heca, sorodno odnos. Veš kaj? Utihni in gej. Lahko mu daš ogromno travniških smejavčkov, da bo nehal sitnariti. Seveda.
Tak mam! Oprostite, česa? Že 30 let vozim avtobus in še zdaj ne vem, kako se človek počuti, če je potnik. Ampak vi ste voznica. Odločila sem se, da ne bom več voznica, ampak potnica. Potnica sem jaz. In jaz? In jaz? Jaz tudi. Srečo še na tej avtobusu. Hvala Bogu, jako ti je lepo. Srečo se ga dobile. Na kaj pa čakamo? Ona ni več voznica, ampak bivša voznica. Točno. Gospa bivša šoferka, Kaj bi rada? rada bi videla, kdo bo zdaj vozil. Ne sprašujte mene. Če šoferji postane potniki, potniki postane šoferji. Logično, a ne? Zelo logično. Boš ti šofirala? Ne, Ti? ne. Ti? Ne. Kaj pa ti? Jaz saj nisem zmešana. Je tu notri kdo, ki bi rad šofiral avtobus? Super! Jaz si že celo življenje želim voziti avtobus. Juhu! Izvoli. Hvala! Imate si kante? Ja. Se dobro ležite? Ja. Drvimo, ker imamo zamudo. A smo polena ali kaj? Kako me vozite? In konec vedno! S parkiranjem imam zmeraj težave. Stopja! Končna postaja Opera. Upam, da ste bili zadovoljni z vožnjo in se boste še kdaj peljali z nami. Pravzaprav je bilo super, malo odštekano. Perfektno. Super! Zelo dobro. Prav to hvala, res super. To pa je moj, ampak super si vozila. Pridi, da te bom spremila v dvorano in ti pokazala, kje boš dobro videl. Kaj takega? Hopla. Bi rekel, da človek s tako obleko nima kaj početi v operi. Ampak ona stopa, je že v kostumu. V kostumu nima kaj početi v dvorani. V dvorani so gledalci, bi rekel, nastopajoči pa na odru. Ni tako? Ne zmeraj, v naši točki pride ona oda iz prostora za gledalce. Kaj? Kako pa to naredi? Spleza se je indijanec, kaj ne? Frdamana reč, če jaz razumem moderno umetnost. Lepo. Nisem vedel, da ljudje plešejo v takih hišah. Tu sedi, da ne boš kam šel. Nikamor. Ne grem nazaj v Ameriko, ne da bi videl najboljšo plesalko slovenskega plemena. Misliš, da bom res najboljša? Malo me je strah. Tistega, ki je vsaj enkrat v življenju jedel travniške smejavčke, ni nikoli več strah. Ni slabo, samo... Bolj strastno se morate gibati. Strasno? Ja, bolj s celim telesom. Točno!
imam zate zajčjo taco, ki ima izjemno moč. Če jo nosiš na prsih, veš, kdo te ima rad in kdo te ne mara. Če jo vtakneš v usta, postane tvoje misli hitre in ostre kot blisk. To je čudežna zajčja taca. Adijo. In pazi, da se ti kaj ne zgodi, zdaj pa ne imaš več. Ti pa pazi, da se ti zgodi kaj lepega. Adijo. Adijo. Ja, končno si tukaj! Kje pa si bila? Saj veš, da se tukaj okoli zadnje čase potikajo sami norci. Ti pa tudi! A se zdaj pride domov? Aber prosti, mama, veš, nastop se je strašno zavlekel in morala sem se posloviti od mokrega kolena, ki ga je dajalo do Že motože. spet začenjaš. Veš, res mi je žal, da nisem videla nastopa. Ampak nehaj zdaj v kakih indijancih in raje povej, kje so vse naše knjige. To je on. Čarasna. Nadnaravne sposobnosti. A zdaj pa še ti! Mama, rekel je, da bom lahko šla k njemu. A ne to! Da ne boš šla prej na luno. Zdaj pa sedita, ujeta večerja in tišina. In da ne slišim besede o indijancih. A vidiš tole? Da si to dobila. Smrdet mora kot kuga. Nič ne smrdi, je posušena in lahko jo vtakneš v usta. A si zmešan? Če hočeš hitreje misliti. Si to dobila od mokrega kolena. Tvojega izmišljenega indijanca. Ni izmišljen, ni izmišljen, ni izmišljen! Tišina! Boško, a mi prosim narediš pomirevalni čaj, da ne znorim. Seveda, mama. Veš, preveč delaš, zato si tako živčna. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri slovenskem televizijskem sporedu iz deželnega Studia ORF iz Celotza. Ein herzliches Dobar dan bei der slowenischen Fernsehsendung aus dem Landesstudio Kärnten. Die Jugendtheatergruppe führte diesmal die musikalische Komödie Totalka od Štekan dan, ein total abgefahrener Tag auf. Sinoči je na Odrskih deskah v kulturnem domu v Ledincah doživela premiero nova gledališka predstava mladinske gledališke skupine domačega društva Jepa Baško jezero. Mladi gledališčniki so zaigrali glasbeno komedijo Totalka od Štekan dan. Zdaj bomo nadaljevali zadnjo snov. Ti pa ne pojdi domov. Totalka od Štekan dan je zgodba polna dogodivščin in nenavadnih pripetljajev, ki gledalce z lahkoto popelje v čudoviti svet domišljije. Ko se glavna oseba Bučka zjutraj zbudi, so tla njene sobe pod vodo in poleg postelje sedi indijanec mokro koleno. Ne vem, kaj je danes, da nihče noče govoriti z mano. Ti! Kričalo, ubijalo, šrajalo. Uničilo boš moj urok. Aber prostite, a ste vi gasilka? Bena gasilka. Mokro koleno. Nenavadne stvari se dogajajo tudi čez dan. Bučka sreča psa, ki ima na vrvi svojega gospodarja, prodajalko rož, ki namesto rož prodaja uganke in še kaj. Tišina sem rekel! Skupina, ki jo sestavlja 8 deklet in 6 fantov, je skupaj z režiserko Alenko Hein pogumno prehodila pot številnih vaj do uspešne premiere, posamezni igralci pa so uživali v svojih likih. Kaj bi začeli? Iz vaše hiše Kaplja in Culja. Kaplja in Culja. Jaz igram Bučka in ona je glavna vloga. In je bilo zelo naporno, ker je pač veliko teksta in sem praktično cel čas na odru. Jaz igram šolarja Jani in to je v šoli glavna vloga. In zelo luštno je bilo, ker jaz tudi igram šele prvo leto. In smo imeli tudi zelo veliko vaj. Jaz igram Boškota, sem brat od Bučke in tudi zelo rad igram, ker tudi poznam prijatelja iz vlaka. Boško, a mi prosim skuhaš pomirevalni čaj, da ne znorim. Seveda, mama.
Besedilo je napisal Milan Dekleva, ki je bolj poznan kot pesnik. Za otroke piše tudi dramska dela, ki so zelo priljubljena med gledališčniki. Vaje so bile zelo vicik, ampak tudi zelo naporne. Režiserka je bila Alenka Hein. Ona je zelo luštna. Jaz igram potnico, jaz sem prvo leto tu. Tu je zelo fajn, ker že zelo veliko otrocev poznam. Dosti imam. Oprostite, česa? Že 30 let vozim avtobus in še zdaj ne vem, kako se človek počuti, če je potnik. Potnica sem jaz. In jaz? In jaz? In jaz. Jaz tudi. Ja, jaz sem pač na odru mamica in za odrom tudi malo, ker gledam pač na skupino in sem pač imela nalogo, da sem vprašala, kdo bi rad bil zraven, potem, da sem organizirala vaje, kdaj ima kdo čas in ja, da smo se tu malo dogovorili, ampak je res super funkcioniralo, zelo, zelo fletna skupina. Za soncem in luno največji čarovnik, kot riba svoboden močvirnik. Ja, že kot zadnje leto sem tudi letos napisala glasbo za našo igro. Letos je bilo s časoma bolj tesno, ker sem šele pozneje začela in tudi imela veliko drugega dela kot te sounde vmes v igri, tako da nisem samo pisala glasbo, temveč tudi izbirala sounde za med scenami. Predstavo skupina ponavlja še danes popoldne ob 12:30 in jutri dopoldne ob 9 in pol 11 vsakič v Kulturnem domu v Ledincah. Totalka, štikanda!